Bila deklica je mloda, speciklon v Lotmerk se peljala. V Sršenov log se zapeljala, na klopci v parki obsedela. V glavi čudne misli je imela. Ena ptička ji je pesem pela. Ptička ji je pesem pela, a deklica nič ne je razumela. Dolga leta so minila, zdaj starka tam poseda. Poseda, premišljuje, kaj ptička takrat ji je pela. Zdaj razmi starka, kaj ptička takrat pela je. Ko boš stora, tudi ti boš z nami v dumi Ljutomer živela. Dom je že od vsega začetka pravzaprav imel tudi ta cilj, da bi se razvijal v smeri nekega centra skrbi za starejše, neke centralne točke, okrog katere se pravzaprav vsa skrb, socialno-varstvena skrb za starejše v okolju dogaja. Se dosti trudimo, da bi stanovalce čim bolj vključili v dejavnost. In pač omogočamo, da tisto, kar so radi počeli, da počnejo tudi, ali pa so že celo življenje počeli, da počnejo tudi naprej, ali da se na nek način udejstvujejo. Res je, da imamo pač, da so različni, ljudje so pač različni, nekateri želijo kaj početi, nekateri ne želijo nič početi. So pač, rečejo, sem delal celo življenje, zdaj pa me puste pri miru, zdaj pa čem počivati. Ampak teh je manj, mislim, da teh je manjšina. Več je takšnih ljudi, ki pa želijo ostati aktivni in pač poiščejo nek svoj kotiček, neko dejavnost, v katero se vključijo. Koliko ste stari? 95. Hitro sem se navadila. Me sosed prišel drugi dan vprašat, ker me je socialna me sem pripeljala prvi dan, pa me prvi dan peljala v delavnico, pa rekla, to gospa rada dela, pa rada v družbi, da dovoljni že. Tako me sosed prišel vprašat, kako se zdumiš, jaz sem pravzaprav nič ni nazaj gledala. Pa te letal, jaz pa živim. Včasih tako zafrkne. Da si navajeni na delu, to ti je težko enkrat samo vse prenehati. Dvanajst hektarov smo imeli zemlje, to pa vi tako bilo dela, po 8 kropov, 10 svin pa vse na vrti, na njivi pa. Čudno, ko smo tu zmogli tako še vse, ne? Da sem bila doma, meni ne je trebalo nohte striči. Tu pa moram striči, tam sem si porabila predeli.
Ja, to jih dom jih podari malo okrog. Mogoče bo šli še kaj v razprodajo, če bomo dobro naredili. Mislim, da bolje, če imaš dobro za stanovalko, da se nekaj pogovoriš. Če si pa sam, si pa sam. Ja, samo da te ubija. te bodo 110 let, pa 120 let živeli. Zdaj je strašno, ker smo že tako dolgo. Drugače še se počutim vredne, samo glava je za nič. Žep si dajte pozneje. Sem že rekel mamici, da se bova ugala vsak na eni strani. Potrebujem vračo, da se bom postavil, da ne bo mi Janezek, mamin sinek pravi. Potrebujem avto, stolično kabino, da bom svojo mamo peljal v trgovino. Praznoval gospod Stanko Stanica, 79. rojstni dan. Tito poklanjam, nabran je svet zeleni trav, njem je čestitka, njem je voščilo, praznuj še z nami mnogokrat. Pa ne vidiš, pa ne čuješ, te pa je težko. Jaz sem zdaj že tu 9 leto, tu že vse po pameti vem. Gremo na razen pošti. 1, 2, 3, 4, 2, 10. Primemo se za ušesa. Lepo, ja. Zdaj pa gremo na vzkriž. No? Zdaj pa zdaj roko. S palcem, tako si se... Palcem grem tako korek. Večkrat pa dvigam že poč. Kolik dosti krat grem na kolik. Pa če enkrat grem, dvakrat za ron, pa večer, na večer. To teraz se tak rada gledam, da ti mimo grem. Tak se mi lepo zdijo.
navado, ne? Vsak ima svojo navado. Ja, to pa ja. Lahko šola navado. Dobre ali slabe? Ne, dobre, slabe pa ne. Slabe ne. Delam malo in zelo hitro delati hitro, da sem delal z Vietnami, s civili, pa smo oveni znali francoski pojavni, te pa se imel tako hangar, bil pa se sigurno pisal, pojdi ka z mano delal. Majlej, da je delam v to, badnjo tem, koliko stane, ali pa kaj tak, ne. Ja, pa sem sama ostala, mož mi je umrl, sin mi je umrl. Nisem mogla več delati. Pa sem se pa v dom preselil, zdaj mi pa tle kar odgovarjam, bom pa vstal. Mislim, da delavci, službenci so prijazni, ne? Sestre tudi. Te pa se tako začneš prijetno čutiti enostavno, ne? Jaz ji povem, od koga je, ali pa koga je. Dobili ste v pošto to in to in izročim. Dobar dan. Če ne vidi, bi mi reče, to jaz kar ne vidim, pa to bi mi hteli prečiti, jaz zakaj pa ne, rada volja ne. In je rekla, kaj pri vas vedno tako živahno, vedno tako živo tu v avli, se vedno tako toliko stvari dogaja, ne. Pa je res, ne. Mislim, zdaj mi bomo morali že drugič preoblačiti te stole in sedeže v avli in v kavarne, ne, ker je res tu stalno veliko ljudi, ne. Ekvalin pravzaprav temelji na tem, da stalno sproti ocenjuješ, kje si, kaj si že dosegal in na tej osnovi načrtuješ izboljšave. In mi pravzaprav to ves čas počnemo in v tem vsebinskem smislu se razvijamo. Dobro, tista formalnost bo pač, da enkrat dobimo ta certifikat. Če mi sproti ocenjujemo, kje smo, sproti preverjamo zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih, potem pač vse stvari, ki prihajajo kot nove, ki se pojavljajo kot neke nove potrebe, neke nove želje, prihajajo na dan in jim potem nujno moramo slediti, kot predlogi za izboljšave neprestano pojavljajo, s tem, da jih uresničujemo, temu razvoju sledimo. Zelo dobrodošel je ta naš park, ki je že nekako naša lastno tudi. Si ga nekako lastimo, čeprav ni naš. Običajno so domovi tudi na nek način ograjeni, da imajo neke ograje. Mi imamo nobenih ograj, pravzaprav tudi ne vemo točno, kje je meja
naše parcele z parkom. Ne. To mogoče najbolj ve samo hišnik, da ve, da ne bo kosil čez tisto mejo, če ni treba. Ne. Ampak imamo pa dobro sodelovanje tudi z temi javnimi delavci, ki skrbijo za park, ker dostikrat tudi pokosijo na naši strani. Projektante, ki so delali in načrtovali naš dom, niso pozabili niti tega, da smo Prleki tudi verni ljudje. Zato so uredili v jedilnice prostor, ki je videti med dnevom kot navadna omara. Ko pa pride tisti 1. in 3. petek v mesecu, se pa ta omara odpre, tu se ljudje zbirajo, molijo in jim to zelo veliko pomeni. Nekako smo že od vsega začetka delovali v to smer, da smo odprti, da lahko vsak, ki pride v naš dom, se počuti neomejen, da mu ne vsiljujemo nekih pravil, da lahko vedno pride in izrazi svoje želje oziroma pove, kaj si želi, kaj ga moti. Sproščenost doma se kaže v tem, da so stanovalci izredno odprti. Vsak, ki obišče naš dom, opazi prvo prav to, da stanovalci niso zaprti vase. Te igre so zelo pomembne za nekakšno zbliževanje osebnega kontakta med stanovalci in zaposlenimi, tistimi, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Zaradi tega, ker se tako neformalno razvijajo pogovori med stanovalci in zaposlenimi, ki se ne tičejo samo mogoče nege in vsakdanjih opravil v domu, ampak tudi katerih bolj občutljivih stvari oziroma se nanese pogovor tudi na takšne stvari, o katerih drugače v ustaljenem ritmu delovnem seveda doma ni časa. Ja, zdaj se večimo nove pesme za obletnico doma. Skupine za samopomoč imajo kakšen izlet ali na Jeruzalem, ali na kakšno kmetijo, ali katerim od svojcev. Seveda pa tisti stanovalci, ki so še samostojni, itak dnevno trajajo na mesto, ali tudi nekateri tudi domov, ne, po trgovinah. Ko se odpravimo pri našem dvodnevnem sindikalnem izletu na ogled doma, v katero mesto smo namenjeni, si vedno z zanimanjem ogledujemo sobe, stanovalce, opremo v kopalnicah, kakšne pripomočke imajo za nego, za kopanje. Vendar, ko zapustimo vrata domov, vedno rečemo, pri nas je najlepše, pri nas je najboljše, in našega doma ne damo nikomur. Dolga leta so minila, zdaj starka tam poseda. Poseda, premišljuje, kaj ptička takrat ji je pela. Ena ptička ji je pesem pela, ptička ji je pesem pela,
a deklica nič ne je razumela.